Beletrina v živo. Oči so se mu smejale. Ni vedel, kateri dan je, niti katera ura. Ni se zmenil za lakoto, niti žejo. Odneslo ga je. V naročje ga je vzela njegova največja, dolgo zaželena ljubezen, slikarska umetnost. Lepo pozdravljeni, ljubitelice in ljubitelji klasične beletrine. Vabim vas v zakladnico svetovne literature k 4. zbirki klasične beletrine. Vabim vas k klasičnemu branju, k klasičnemu romanu, tokrat k knjigi flamskega pisatelja Felixa Timmermansa Pieter Bruegel. Tako sem vas zaslutil iz vaših del. Veliko delo je opravila prevajalka, ki prevaja zlasti nizozemsko in francosko poezijo, prozo in dramatiko. Z njo se bom pogovarjala. Vesela sem, da je tako, in dober dan voščim Mateji Seliškar-Kenda. Mateja, živjo, pozdravljenja. Živjo. Torej, izgovorila sem tako ali dobro ime, naslov Pieter Bruegel. Ja. Zelo zmešano in narobe in vsak po svoje izgovarjamo ta priimek pri nas. Pri nas sem že slišala Bruegel, pa Bruegel, v resnici je pa to Bruegel, tako kot se napiše v nizozemščini. Je pa tako, da smo imeli že na samem začetku vprašanje, ali bomo pisali njegov priimek z h-jem ali brez. Zaradi tega, ker v nekaterih monografijah najdemo tudi zapis njegovega priimka s h-jem, ampak Timmermans pa striktno vedno piše njegov priimek brez h-ja in tudi flamski umetnostni zgodovinarji danes h izpuščajo. Eden od razlogov je ta, da se je sam slikar odločil leta 1559, ko je bil že v gildi svetega Luke, da bo izpuščal. Sta pa potem njegova sinova, recimo Pieter Bruegel mlajši in Jan Bruegel starejši, ta H družinski obdržala. Zelo fina familija, ne? Toliko slikarjev in umetnikov. Ja. Kakšno je bilo občutanje sveta Pietera Bruegela? Kako ga je v svojem delu živel Felix Timmermans? Ja, zdaj, če izhajamo iz Timmermansovega romana, v bistvu poetične biografije o tem slikarju, potem ne moramo iti mimo dejstva, da je imel umetnost izjemno rad. Da je bila slikarska umetnost tisto njegovo bistvo, da je bila ta nadarjenost tako močna, da pravzaprav taka strast, da ni mogel prek nje nikoli. Drugo, kar je za njega značilno, je, da je zelo bil navezan na flamsko pokrajino, na flamsko deželo, na flamske ljudi. Da je imel tudi zelo močen moralni kompas, bi jaz rekla. Vedno je se postavil na stran zatiranih, trpečih. Šibkejših od sebe. Šibkejših od sebe, vedno. Bil je tudi, kaj jaz vem, velik, mislim, strastno je ljubil življenje in to v vseh njegovih odtenkih. Tudi po boleznih, razočaranjih, trpkih izkušnjah, recimo, je še vedno ta slab v življenju prevladala. Ampak Timmermans, ko je pisal to knjigo, zagotovo je veliko vedel o slikarju, ampak na katere pisne ali pa tiste zanesljive vire se je vpisal, da nam ga je naslikal svojo besedo takšnega, kakršnega nam je? Vemo, da se je naslanjal na spis o življenju in delu Pietera Bruegela, ki ga je objavil Karel van Mander v začetku 17. stoletja. To je pisni vir in res nekatere stvari verjetno držijo, približno kdaj je bil rojen. Tukaj imamo malo težav, 1525 nekje do 1530, v vasi Bruegel v bližini Brede. Potem vemo, da je šel v uk v Antwerpen, vemo, kdaj je postal član te gilde svetega Luke, se pravi te antwerpenske slikarske šole. Vemo, da je bil v Italiji, to zelo na jugu Italije, ampak se je potem tudi predčasno vrnil domov. Vemo, s kom se je poročil, da je imel otroke. Da je bila precej mlajša od njega. Zelo mlada, zaradi tega, ker je bila to od njegovega prvega učitelja, Pietra van Kukeja, hči.
ki jo je on v bistvu čist mečkana je bila, ko sta se spoznala in potem potem sta se spet srečala in potem pristala skupaj. Drugače pa drugi veri, bi rekla, a ne, so pa pravzaprav dela njegova. Tudi Timmermans sam je bil slikar, tako da je znal slike tudi brati. In nekako gre skozi roman, oriše pravzaprav razvoj, osebni razvoj in umetniški razvoj samega slikarja. Tukaj tudi malce omenila si Italijo Ja. in s tem omenila tudi obdobje, v katerem je Bruegel živel. Ja. In omenila si to pač, da je bil slikar Flandrije. Ja. No, tukaj imam dve vprašanji. Šel je v Italijo, ampak renesansa ga ni osvojila. Ne, nikoli. V bistvu je bilo tako, da on je bil zelo navezan na ta realizem in grotesknost Hieronima Boscha. No, to je bil drugi, ki sem ga želela omeniti. In sicer v kontekstu, da sem bila zdaj v Pradu, v Madridu. In je bilo pred njegovimi slikami, se pravi pred slikami Boscha, več gneče kot pred Bruegelovimi. Ja, verjamem, zaradi tega, ker jih moraš prav dešifrirati. Pač Bosch ta njegova fantazija je izjemna, a ne, in privlačna še danes. Ima pa elemente te groteske tudi sam Bruegel. Je pa res to, da ta italijanska renesansa s temi Venerami in z zadnjimi večerjami in to njega nikoli ni privlačilo. So sicer elementi ostali tudi, mislim, najdemo jih tudi v njegovih delih, ne, predvsem te krajine pa to, postavitve samih figur na platno, ampak njega je predvsem zanimal flamski človek. On je rekel, zakaj bi jaz risal nedolžne otročiče, če pa potem nobeden ne nariše flamskih nedolžnih otročičev. Zakaj pa tega ne delamo? Ne? Zelo močna je bila ta šola, sploh v tej antverpenski gildi, slikarjev, ki so se zgledovali po italijanski renesansi. In on je bil proti temu. On je izhajal iz Boscha in on je vztrajal na temu realizmu, da bi tako rekla, veliko bolj kot pa njegovi sodobniki. Spremno besedo je v knjigi prispeval Milček Komelj. Ja. In tukaj se naslanjam na njegove besede in sicer sprašujem, še enkrat, ker to je res zelo zanimivo, kako nas Timmermans prepriča, zdaj pa on s svojo literarno pisavo in besedo, da sta umetnik, se pravi Bruegel, in Flandrija eno srce in ena duša. Res sta neločljiva. Pri Bruegelu in pri Timmermansu pravzaprav. V tem sta si blizu. Oba sta vztrajala na tem, da pišeta in slikata svoje ljudi. In meni se zdi pravzaprav to, da se je Timmermans lotil te biografije, se mi zdi po eni strani logično, zaradi tega, ker je lahko samo on kako ne rečem, človek flamskih tal, je lahko tako doumel njegovo umetnost. Noben drug sodoben flamski avtor se mi zdi, da se mu glede tega ni tako približal. Čeprav so prizori, moram reči prizori v knjigi, ki opisuje to kmečko življenje, pa to revščino, so kar kruti. Ja, sej je bila taka resničnost? Absolutno. To je bil eden najkrutejših obdobij na Flamskem, sploh v nizkih deželah. Takrat se je na Flamskem začel ta konflikt z Španci. Takrat je kralj Filip pravzaprav zahteval, da se prežene vse protestante. In potem so res ti protestanti prebegali na Nizozemsko, ampak s tem tudi vse meščanstvo, trgovina, vse se je prestavilo iz Flandrije, ki je bila prej veliko bolj bogata od Nizozemske, se je prestavilo na Nizozemsko. In Antwerpen, ki je bil prej najbogatejše pristanišče v Evropi, je začel izgubljati na svoji moči, medtem ko je Amsterdam začel pridobivati. In tukaj govorimo zdaj res o zelo krutih, zelo
krutem času grmad, vislic in vsega drugega. Tako da ni, to je eden najkrutejših obdobij nizkih dežel bil. Ja, in obupne revščine, ne, ti opisi debeluhov, suhcev, ki jih Ja. tudi upodablja, ne, Bruegel na svojih slikah. Ja, tega ima veliko, ne samo zanimivo mi je vedno usporediti, zakaj je o tem pisal Timmermans. Ker Timmermans roman je bil prvič objavljen leta 1928, po prvi svetovni vojni, ki je bila spet zelo kruta na flamskih tleh. Ne. In se mi zdi bistveno to, da hoče Timmermans pokazati, ja, vedno so bili debeluhi in vedno so bili suhci. Vedno je šlo za en spopad med postom in pustom. Vedno. In še vedno se to dogaja. On je s tem, Timmermans se mi zdi, da je s tem spet lahko nagovoril svoje rojake, a ne, svoje dobe. In mislim, da je to ena bistvena kvaliteta te knjige, da pravzaprav kaže, kako se pravzaprav včasih zelo malo spreminjajo. Mogoče še danes nas zaradi tega ta knjiga lahko nagovori. Ker še vedno imamo po eni strani debeluhe in po drugi strani suhce. In še vedno so krivice in še vedno so časi kruti. A ne? Tako da presega, ta biografija pravzaprav presega samo mislim, klasično biografijo, a ne? Ampak kaže pravzaprav na to, kako se zgodovina ponavlja, kako cikličen je čas. Ne? Kakšen je Timmermansov slog? Jaz sem brala z užitkom, ni bilo nekih zapletenosti, preprosto si stopil v zgodbo, užival, se bal, se čudil. Ja, zelo je slikovit. Slikovit, tako. Ja, zelo je slikovit in zelo je radoživ. In je po eni strani govorijo, mislim, velja, da je ta knjiga napisana tudi v brehlovskem slogu. Jaz bi rekla, skratka, takem bohotnem, malo baročnem, malo napihnjenem, dolgi opisi kakšnih pojedin, hrane, ali pa na eni strani recimo pri debeluhih, potem imamo kakšna žegnanja, procesije, vse je zelo slikovito pisano. Po drugi strani imamo suhce, pa kriple, pa berače, ki miloščino prosijo recimo pred cerkvami. Potem še vse to vraževerje zraven, ki sodi. A ne, tako, zelo je dinamičen, vedno je pripoved zelo hitra, zelo bohotna, no, tako bogat jezik. No. Bogat si se mučila z njim, ali nizozemščina ti je tako nič kruta, krasna? Ja, krasna. Ne, nisem se niti toliko mučila, moram reči, da sem zraven zelo uživala, da mi je bilo fino iskati, mislim, da mi je bilo fino to rablejevsko bohotnost po eni strani, a ne ta barok, da mi je bil zelo všeč. Ja. Uživala torej in tudi Timmermans je čisto na koncu dela napisal, da je delo dolgo pisal, a je pri pisanju neizmerno užival. Ja. In to besedilo mu je bilo posebej ljubo, zaradi tega, ker ga je po prvi objavi leta 1928 kar naprej popravljal, dopolnjeval, vse do leta 1944, tako da zadnje korekture so bile par let pred njegovo smrtjo. Ja, vedel je, o kakšnem človeku piše. Absolutno. Ena izmed njegovih slik je tudi zima. Ja. No in mislim, da jo je takole opisal Timmermans. Ta slika je bila takšna kot Peter sam. Vesela in žalostna hkrati, polna dvomov in vere, mistična in stvarna, strahopetna in pogumna. Bila je bruegelska. Ja. No, s temi besedami bomo sklenili. Ja. Najlepša hvala, Mataja. Tudi hvala za ta čudovit prevod, z veseljem ga bomo, jaz sem ga že, ampak z veseljem ga bomo brali. In kot smo prej rekli, z užitkom prevajala, Timmermans z užitkom pisal, vi pa tudi privoščite si dolgo, počasno, užitkarsko branje. Hvala lepa. Hvala. Beletrina. Uživo.